Leopold Zonik, direktor zdravstvenega doma Bled. Pokazala se je prostorska stiska v zdravstvenem domu na Bledu in odločili ste se, da boste šli v prizidek. Se pravi, mi smo začeli že zelo zgodaj razmišljati o mladih zdravnikih, o mladem kadru, kajti vemo, da recimo Ljubljana, Kranj, večja središča imajo to krizo, da ljudje ne morejo priti več do svojega osebnega zdravnika. No in naši zdravniki počasi končujejo specializacije, zdaj smo pa na tej točki, da bo treba za njih priskrbeti tudi prostore. V Sloveniji so se znižali kriteriji, tudi glavarine za zdravnike, tako da se je ta glavarina znatno znižala in zaradi tega lahko zaposlimo več zdravnikov. Zdravnikov na trgu ni, vendar tukaj smo imeli to srečo, ker smo dosti zgodaj začeli misliti na to in smo zdravnike specializirali. Po 5 letih zdaj pa že prihajajo zdravniki s specializacijo. Koliko pa imate vi koncesionarjev tukaj v vašem zdravstvenem domu? V zdravstvenem domu ne. Koncesionarka na Bledu je ena in sicer dela v svojih prostorih, v svoji hiši, v našem zdravstvenem domu osebno pa ni koncesionarja družinske medicine. In kakšni so mladi zdravniki, ki so specializanti zdaj? So to za otroške bolezni, so to zdravniki družinske medicine, kirurgi? No, to so specialisti družinske medicine, obenem pa smo pridobili tudi specialistko pediatrije. No, in v tem sklopu, ko bomo zdaj zidali, ko podaljšujemo zdravstveni dom, smo poskrbeli tako za novo urgenco, za pediatra v starih prostorih, kjer se bo pa to izpraznilo, pa dobimo 3 nove ordinacije za mlade zdravnike. Kakšna pa je situacija glede obolenja COVID-19, glede omikrona v blejski občini? Ja, taka kot po celi Sloveniji, ne. Lahko bi bila boljša, če bi bilo več ljudi cepljenih, ampak poglejte, v tem obdobju, ko smo zdajle, ne, če gledamo nazaj, to je obdobje, ko virusi prevladujejo. Že prej, ko COVID-a nismo poznali, ko smo imeli gripo, smo v tem obdobju zapirali klinične centre oziroma obiske v klinične centre, v bolnice, vrtci so bili na pol prazni, v šolah je manjkalo 2/3 otrok, tako kot zdaj za COVID-om. To se pravi, je obdobje virusov in ta trenutek smo pač v tem virusnem obdobju. Mi imamo ta trenutek ne toliko gripe, ampak v Sloveniji in Evropi prevladuje tudi v svetu COVID. Ali lahko rečete, da kot dolgoletni zdravnik, da ni samo COVID, temveč so tudi druga obolenja, pa se daje premalo pozornosti na druga obolenja, kot je rak, kljub temu, da so Zora, Dora, Svit, vsi ti presejalni programi? Ja, to sem že pred 1,5 leta oziroma 2 leti skoraj kot prvi zdravnik tukaj v Sloveniji izjavil, da ni samo COVID, da ni samo epidemija, da moramo poskrbeti predvsem za naše uboge ljudi na domovih, to se pravi s patronažno službo, za starejše. In nenazadnje me zelo boli, da naši pacienti ne morejo redno prihajati na operacije, ki so zapovedane, ki jih čakajo, in s tem se jim zdravstveno stanje zelo poslabšuje. To bomo vse še enkrat kasirali. Ljudje bojo dolgoročno utrpeli posledice na zdravju. Zdaj, kako smo v tem obdobju reagirali, kako je celotna družba reagirala, to ni odvisno od mene, ampak moji pacienti bojo to občutili. Hvala lepa za pogovor. Hvala.